Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruje to bratstvo i jedinstvo. Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju istoriju. Svoju jugoslavensku, socijalističku istoriju jedinstvenu u buduće. Pozdravljeni, danes pa zopet pridimo v Avstro-Ogrsko, v leto 1892. 7. maja se je na Hrvaškem ob slovenski meji rodil Josip Broz, ki ga večina od vas kasneje pozna kot Tito. Danes povemo nekaj o njegovem življenju. Rodil se je v Kumrovcu na Hrvaškem. Njegov oče Franjo je bil Hrvat, mati Marija pa Slovenka. Bil je 7. otrok od 15. 8 jih je umrlo že zgodaj, zato je moral mladi Josip že od malih nog veliko delati. Pasel je krave in skrbel za družino. Oče je bil alkoholik in je prodal večino posestev, ki jih je imel, da je poplačal dolgove. Njegova mati je hotela, da Josip postane duhovnik, tudi zaradi zamere pri lokalnemu duhovniku se mu je cerkev zamerila. V šoli je bil dober učenec, ampak ne odličen. Opravil je 4-letno osnovno šolo ter nato odšel v svet, kjer se je učil za natakarja, kar pa mu ni bilo všeč. Zato se je odločil, da postane ključavničar. Za ta poklic se je izšolal in pri tem bil zelo uspešen. Delal je v tovarni Škoda na Češkem, Nemčiji, Novem mestu in celo v Kamniku v tovarni Titan. Septembra 1913 se je prostovoljno vpisal v vojsko. Najprej na Dunaj, nato pa na lastno željo v 25. domobranski polk v Zagrebu. Konec leta 1913 so ga poslali v podoficirsko šolo in je postal najmlajši vodnik v polku. Kot je rad dejal, Hrvati so bili eni najboljših vojakov Avstro-Ogrske. Potem, ko izbruhne Prva svetovna vojna in Avstro-Ogrska napove Srbiji vojno, se je Broz avgusta do decembra 1914 boril na srbskem bojišču. Tam je že začel svojo komunistično usmerjenost in vojake prepričeval, da je vojna nečloveška, ter da se morajo upreti cesarju. Zato je bil januarja 1915 za kazen premeščen v Karpate, na bojišče proti Rusom. Na veliko noč 25. marca 1915 so ga hudo poškodovali. Ujeli so ga ruski vojaki in naslednjih 13 mesecev je preživel v bolnišnici. V bolnišnici je zbolel tudi za pljučnico in je komaj preživel. Študiral je ruščino in prebiral številna dela ruskih klasikov. Kasneje so ga poslali v delovno taborišče, kjer so ga zaporniki izbrali za njihovega vodjo. Kasneje je leta 1920 se vrnil na Hrvaško, kjer se včlani v komunistično partijo Jugoslavije, kjer hitro s pomočjo sovjetske tajne službe pospravi svoje tekmece, ki niso bili naklonjeni Sovjetski zvezi. Do začetka druge svetovne vojne je bil Tito predsednik jugoslovanskih komunistov, ki pa jih je bilo zelo malo. Tito se je nekaterih svojih tekmecev znebil tudi tako, da jih je poslal v Španijo, kjer so se borili proti fašizmu. Tito ta kasneje večkrat zaprel zaradi potikanja bomb, posedovanja orožja in zaradi tega, ker je bil pripadnik komunistične partije, ki pa je bila ilegalna. Ampak da je bila stvar še bolj nora, se je leta 1941 začne v Jugoslaviji še druga svetovna vojna, kjer sile osi okupirajo večinski del države. V Jugoslaviji se začnejo med leti 1941 in 1945 tvoriti razna gibanja. Nekateri so hoteli imeti svojo neodvisno državo, to so bili ustaši na Hrvaškem. Nekateri kraljevo monarhijo, to so bili četniki in partizani, ki so sledili Titu. Te so hoteli imeti skupno državo brez nacionalizma in za socialistično ureditvijo. Seveda so bila še mnoga druga gibanja, kot so domobranci in vaške straže, ampak o tem daj drugič. Zagotovo so bili najbolj zlobni od teh gibanj ustaši. Oni so dejansko ubili vse, kar ni govorilo hrvaško. S tem, da so bili nekateri poveljniki ustašev še bolj kruti kot nacisti. Kasneje partizani pod poveljstvom Tita zmagajo drugo svetovno vojno v Jugoslaviji. Nekatere Titotove bitke so celo svetovno zelo poznane.
Najbolj znana je bitka na Neretvi, ko je Titove partizane obkolilo 20.000 četnikov in več kot 100.000 Nemcev in Italijanov. Titovih partizanov je bilo okoli 20.000. S seboj pa so imeli tudi več kot 1000 ranjencev, ki pa so jih morali rešiti pred Nemci. Za zmago bitke na Neretvi so razstrelili most in naredili tak majhen mostiček, s katerega so prikrito odšli na drugo stran reke. Zaradi svoje številčnosti in mednarodnega priznanja so bili Titovi partizani eni najmočnejših protiokupatorskih gibanj v Evropi. Kasneje, 20. oktobra 1944, so Titovi partizani s pomočjo Rdeče armade osvobodili Beograd. Operacij je bilo veliko, ampak so bile uspešne. Beograd je bil 8. oktobra 1944 osvobojen. Kasneje se do 8. maja osvobodi tudi Slovenijo in tako tudi celotno Jugoslavijo. Seveda so partizani krenili tudi na Zgornjo Koroško in na Trst, iz kjer pa so se morali umakniti. Po koncu vojne Tito postane maršal in tudi poveljnik jugoslovanske vojske. Po koncu vojne je Tito Jugoslavijo spremenil v diktaturo pod vplivom komunistične partije. Za začetek so pobili vse vodje nasprotnikov partizanov, četnike, ustaše, domobrance in kolaborante. Zagotovo bi kdo rekel, pa saj to so bili izdajalci, zagotovo so si zaslužili. Veste tudi, Titovi partizani so sodelovali z Italijani med vojno, da so pobili ostanke vaške straže leta 1943 na Torjaškem gradu. V Sloveniji imamo še ogromno neodkritih množičnih grobišč, kjer je umrlo ogromno Slovencev. Ljudi, ki niso pobili, so poslali v jugoslovanski gulag, imenovan Goli otok, kjer so zapornike zlomili psihično. Pazniki so zapornikom rekli, naj prenašajo kamne iz severnega dela otoka na južni konec in naslednji dan obratno. Seveda je po koncu vojne Stalin hotel imeti nadzor nad Jugoslavijo, česar pa Tito ni hotel. Zato je Stalinu rekel, da Jugoslavija ne bo spadala pod vzhodni blok. To je Stalina jezilo, zato je nad Titota poslal agente, ki pa so ga poskušali ubiti. Tito je imel tega dosti, zato je Stalinu napisal pismo. Poslal si jih že 5, vseh 5 smo jih dobili, če boš poslal nadme še enega, bom jaz potreboval v Moskvo poslati le enega in bo zadosti. Stalin je tudi nekega dne Tito poslal vrečo riža in mu rekel, poskusi me prešteti. Tito je Stalinu poslal vrečko popra z napisom, poskusi pojesti. Ker Tito ni hotel biti član nobene izmed svetovnih sil, ko sta bila NATO ali Varšavski pakt, se je Tito odločil ustvariti društvo neuvrščenih, v katerega se je včlanil več kot 100 držav. Tito je bil tudi predsednik tega društva in Jugoslavija je bila ena izmed najbolj spoštovanih držav od vseh. Tito je bil velik državnik, srečal se je z mnogo ljudmi in celo z angleško kraljico, ki mu je dejala, če je ta človek ključavničar, sem jaz avtomehanik. Po koncu vojne je Tito tudi ukazal modernizacijo Jugoslavije in Jugoslavijo spremeniti v vojaško in industrijsko velesilo, kar pa mu je dejansko uspelo. Po koncu vojne je Tito dobil ogromno kreditov in dodatkov za obnovo Jugoslavije. Ljudje so se lahko brezplačno šolali, imeli so dobro zdravstvo ter 4. najmočnejšo vojsko v Evropi. Standard v Jugoslaviji je bil dober. Ljudje so imeli svoja stanovanja, socialistične bloke, ki se imenujejo hruščovke. Titovi inženirji so celo začeli razvijati vesoljski program, ki pa so ga prodali Združenim državam Amerike. Seveda so bile stvari na papirju zelo olepšane, zato so Američani zahtevali denar nazaj, ker program seveda ni deloval. Ker pa ga Tito ni imel, so morali to spremeniti v kredit. Tito kasneje spremeni ustavo in tako postane dosmrtni predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije, kateri vlada vse do svoje smrti. In to je doletelo tudi Tita. 4. maja po radiju sporočijo, da je umrl predsednik Republike Jugoslavije. Delavskemu razredu, delovnim ljudem in občanom narodov in narodnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije. Umrl je tovariš Tito. Umrl mi je, ko bi rekel, drugi oče. Pogreb Josipa Broza Tita, predsednika Socialistične federativne republike Jugoslavije, je bil 8. maja leta 1980, 4 dni po njegovi smrti. Njegov pogreb je pritegnil številne svetovne politike,
Glede na število prisotnih politikov in državljanov velja pogreb za enega največjih pogrebov v zgodovini, saj se ga je udeležilo 209 delegacij iz 127 držav, 4 kralji, 5 princev, 6 predsednikov parlamenta, 31 predsednikov držav, 22 predsednikov vlad in 47 zunanjih ministrov. Samo 11 let kasneje je Jugoslavija razpadla. Zagotovo je bil Tito velika politična figura in stvar, ki je Jugoslovane povezovala v bratstvo in edinstvo. Toda Jugoslavijo so uničili na koncu nacionalizem, ki pa je država med sabo popeljal v dolgo vojno z ogromno klanja in brez zmagovalca. Na koncu se je celo zgodil genocid. Josip Broz Tito bo zagotovo zavedno ostal v očeh ljudeh kot heroj, zločinec, državnik in veliki voditelj. Zagotovo je bil velik vodja in veliki voditelj, saj je povezal ljudi med seboj, ki jih je razdvojeval nacionalizem. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.